v prejšnjih dneh sva se kar dosti družila z drugimi ljudmi in so nama zdaj sporočili, da so eni okuženi s korono. Tako da sva tudi zjutraj midva šla v lekarno kupiti ta test, ki ga sam narediš. Rok je bil zjutraj pozitiven, jaz sem bila negativna. So si pa premerila vročino in jo jaz imam mal, Rok pa ne. Ampak drugače se čist ok počutva. Ja, tako da jutri bo šla zdaj se testirati prav uradno, zaradi tega, da bo imela uradno potrdilo, da so pozitivna. To pomeni, da bo mogla 5 dni v kemperju se samo izolirati, ampak pol bo pa lahko naprej prosto hodila. Tako da v bistvu sva kar vesela, da sva se končno okužila. Ja, končno bo prehajanje mej bolj brezskrbno. Ja. Tako da sva kar vesela, no. Evo, drugi dan korone bojda. Jaz se čisto normalno počutim, imam sicer kao malo vročine, ampak res ne čutim nič. Rok, ko je pa kar narasla vročina, ima zdaj 38,4. Tako da, ja, kako se počutiš? Še mirujem v redu, če se premikam, pa me glava boli. Takrat sem pa v redu. Da zdaj se peljeva v lekarno, da nama naredijo hitri test, upava, da bova pozitivna, da dobiva pol potrdilo o prebolelosti. Sva naredila test in sva pa pozitivna, tako da sva dobila potrdilo o prebolelosti, UK. Ja, zdaj gremo pa kar naprej, nič niso karkoli omenjali, kakršnekoli karantene ali pa da bi mogla biti doma karkoli in ni bilo treba dati nobenega naslova. Tako da se bova zdaj naprej zapeljala v smeri, kamor mislimo iti hoditi. Pa bomo tam pa na enem jezeru verjetno počakali, dokler se Roku ne pade temperatura, pa da bo sposoben hoditi. Ja, to je to. Včeraj, ko sva se sem pripeljala, je mene kar zakuhal in mi je vročina narasla na 39,5. Nastja se je še kar v redu počutila, mal si imela ne vročine, 37,5 ali nekaj tazga 8. Ampak se je kar dobro počutila, tako da včeraj ona zame skrbela. Pa so pa zvečer šla spat oba z nekje 38 vročine. Jaz sem jo zbijal še z lekadoli čez dan. Zjutraj sva se pa oba zbudila z 38,5. Ampak jaz sem se dosti v redu počutil, Nastja pa ful slabo, tako da je ona zdaj danes že tablete vzela. Ampak se še zmer kar dosti slabo počuti. Meni pa je zdaj vročina sama padla nekje na 38. Ampak zaenkrat še kar brez lekadolov gre, se ne počutim toliko slabo. Včeraj sem jaz pol inštrukcije skenslil, danes upam, da jih bom lahko imel. Nastja je bila pa pridna, včeraj je pisala. In danes mi je tudi ratal. Danes je tudi ratal pisati z vročino, tako da kar pridna mravljica. Ja, je pa tale izolacija v kemperju kar fajn, ker so tukaj čisto na samem parkirana, lahko greva komot ven. Res ni nama hudega, no. Ja, tako da tle bova zdaj počakala toliko, da si jo pomorava, pa bova šla pa naprej. Ja. Danes končno nimava več vročine, mene še grlo boli, ampak drugače sva skoraj že ta prava.
tako da smo se odločili, da gremo kar naprej. Ja, danes se bomo zapeljali skoraj do izhodišča unega pohoda, ki sva ga zadnjič omenjala. Čisto na izhodišču ne moramo spati, tako da bomo ene 10 km stran, pa upava, da bo jutri tako v redu, da bo lahko šla tja hoditi ali pa vsaj pogledati tam ene samostane, ki so zelo zanimivi. Ja. Sicer bi verjetno ostali tle še en dan, ampak je potem od sobote naprej 4 dni dež napovedan. Mi pa res hočemo videti te samostane, že odkar so v Grčiji. Imava to v planu, tako da ja, upava, da bova jutri res dovolj okej, da jih greva pogledati. V tejle vasici, ki je na zadnjih posnetkih, smo zdaj parkirani, tako da bomo tukaj prespali ter pa šli do izhodišča. Ja, tako da to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dija!